Lansko leto je bila motoristična statistika izjemno slaba in nesreč z motorji absolutno preveč. Na naših cestah je umrlo kar 30 motoristov, ogromno je bilo tudi poškodovanih. Bistveno preveč, in če v veliki meri za svojo varnost lahko poskrbimo sami, seveda obstajajo tudi drugi prijemi. Ja, v bistvu agencija dela bolj na preventivni strani, mi nismo na strani represije, pa zato tako zelo tesno sodelujemo tudi s policijo, ker smo prepričani, da skupaj s temi našimi preventivnimi aktivnostmi, z našimi opozorili in pa seveda z obveznim nadzorom policije lahko res dosežemo nek korak naprej. Sami vemo, da takrat, kadar ni nadzora, delamo napake, namenoma ali ne namenoma, če pa vemo, da nas lahko nekdo ustavi oziroma pri prekršku dobi, takrat pa seveda bolj resno jemljemo cestnoprometne predpise in jih tudi upoštevamo. Če sebe po 20 letih spet štejem za motorista in sem pošten, da zaenkrat za amaterskega motorista, sta pomembni v bistvu vsaj dve stvari. Da za začetek izberem pravi motor zase, tak, ki ni prevelik, pretežak in nasploh preveč naporen, se mi zdi, da sem kar dobro izbral. Druga stvar pa, da grem na kakšen trening varne vožnje. No, ta me pa še čaka. Pri nakupu samega motorja ne smemo kupovati samo s čustvi, treba ga kupovati z glavo. Zdaj, vsi vemo, da so v modi visoke potovalne endure in tako naprej, ampak če jaz ne pridem z nogami do tli, jaz enostavno tega motorja ne morem naučiti obvladovati, ker slej ko prej bo nekaj šlo narobe. Tle niso samo lepi, dolgi ovinki, tle so tudi kratki ovinki, so serpentine, je mesto, so ostali udeleženci in slej ko prej bo šlo nekaj narobe. Čelada, rokavice in ostala oprema, to je osnova. Primeren motor in dodatna znanja, to je druga stvar. Tretja pa pamet v roke, sploh v desno za nadzor plina. Policija dela kar vse po vrsti. To pomeni, prvo smo seveda za preventivo. Če lahko nekaj preprečimo z nekimi ukrepi, aktivnostmi, seveda so to zelo dobrodošla. To pomeni tudi za motoriste. Izvajamo vrsto preventivnih aktivnosti, posebej pred začetkom motoristične sezone, kjer motoristom ponudimo mogoče kakšen poligon na svet, ker imamo veliko dobrih policistov, motoristov, rade volje damo tudi posedujemo tudi kakšno izkušnjo. Tako da jaz mislim, da to z motoristi tudi z veseljem vzame za svoje in seveda nas tudi posluša. In seveda hkrati pa tudi idealna priložnost pred sezono, da malo sprobajo svoje sposobnosti motornega kolesa in pa priprava. To pomeni, da so dobro psihofizično pripravljeni in pripravljeni za na cesto. April je ponavadi še malo muhast, ceste so hladne, na njih je veliko peska, zato skozi zavoje peljite malo bolj previdno. Motoristi smo na avtocesti sicer redko, ampak ker me je ravno zadnjič prehitel nekdo v kratki majici z bliskovitim šviganjem med obema pasovoma, še enkrat poudarjam, da bodite previdni. Tudi na avtocesti. Treba je poskrbeti najprej za svojo varnost. To se pravi, motorist naj bo posebej pazljiv, ne prilagodi hitrost, ker vemo, da v bistvu najtežje stvari se dogajajo pri velikih hitrostih. In tukaj, ko se osebno avto ali pa motorno vozilo ostalo pelje, ne vem, z 130, 140 slučajno, pa da mu on švigne, tako kot ste sami rekli, on ga tudi v špeglu ne vidi. In če ga ne vidi, lahko takrat zamenja pasove in zadeva bo prepozna.